Vse žrtve poplav in plazov iz avgusta 2023, ne glede na dohodek ali premoženje, so upravičene do izredne denarne socialne pomoči oziroma do tako imenovane solidarnostne pomoči, ki bo izplačana kot enkratni znesek v višini največ 7 minimalnih dohodkov samske osebe ali družine, vendar ne več kot višina škode oziroma višina škode, navedene na vlogi. Solidarnostna pomoč ni predmet omejitve dedovanja in se ne upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kot so otroški dodatek, štipendije in tako dalje. Solidarnostna pomoč se izključuje z IDP za poplave avgusta 2023, dodeljeno po veljavnem zakonu. In se ne izključuje z ostalimi solidarnostnimi pomočmi, dodeljenimi po interventnem zakonu, z IDP za druge naravne nesreče ali višjo silo in z IDP za kritje stroškov povezanih z najetim stanovanjem in z IDP za kritje izrednih stroškov povezanih s preživljanjem. Višina za samsko osebo znaša 4.918,64 evra, za štiričlansko družino 11.466 evra in za par brez otrok 7.622,30 evra. Vloga se odda na obrazcu za IDP 8,43 pri Centru za socialno delo, najkasneje do 31. decembra 2023. Vsem, ki so zaradi poplav ali zemeljskih plazov izgubili streho nad glavo oziroma je njihovo trenutno domovanje neprimerno za bivanje in so za reševanje stanovanjske težave najeli stanovanje, je poleg zgornje pomoči, torej IDP za poplave, na voljo še IDP za kritje stroškov, povezanih z najetim stanovanjem, obratovalni stroški oziroma najemnina do višine 2-krat minimalnega dohodka. Pomoč za kritje stroškov najema stanovanja se ne izključuje s solidarnostnimi pomočmi, dodeljenimi po interventnem zakonu, z IDP za druge naravne nesreče ali višjo silo in z IDP za kritje izrednih stroškov povezanih s preživljanjem. Se ne upošteva pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, kot so otroški dodatek, štipendije in tako dalje. In ni predmet omejitve dedovanja. Višina za samsko osebo znaša 1405,33 evra, za štiričlansko družino 3275,99 evra in za par brez otrok 2177,79 evra. Vloga se odda na obrazcu za IDP 8,43 pri Centru za socialno delo, najkasneje do 31. decembra 2023. Posameznikom ali družinam, ki so zaradi poplav in plazov na svoji stanovanjski nepremičnini, v kateri so dejansko prebivali, utrpeli škodo, ki ogroža zdravje in povzroča neprimerno življenjsko okolje za bivanje in so za reševanje stanovanjske težave najele stanovanje, se omogoča uveljavljanje pravice do subvencije tržne najemnine. Vloga se odda na obrazcu Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev 8,45 pri Centru za socialno delo najkasneje do 31. decembra 2023. Ne bo se upošteval tudi pogoj, da mora imeti najemnik tržnega stanovanja za upravičenost do subvencije na naslovu tržnega stanovanja prijavljeno stalno ali začasno prebivališče. Prav tako se ne bo upoštevalo pogoja uvrstitve na prednostno listo na javnem razpisu za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem oziroma se ne bo ugotavljalo, ali oseba izpolnjuje pogoje za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem po zadnjem javnem razpisu oziroma po zakonu. V primeru ene najemne enote se lahko prizna le ena subvencija tržne najemnine.
Vsi upravičenci do letnih pravic iz javnih sredstev, ki so utrpeli škodo na svoji nepremičnini in ta škoda vpliva na njeno vrednost, lahko te spremembe na Center za socialno delo sporočijo do 31. decembra 2023. Če bo sprememba vplivala na višino že odobrenih letnih pravic, bo Center za socialno delo ponovno odločil o pravici. Za žrtve poplav se omogoča uveljavljanje pravic iz javnih sredstev in sporočanja sprememb tudi za nazaj od avgusta 2023, pod pogojem, da je vloga vložena ali sprememba sporočena do 31. decembra 2023. Navede se mesec, v katerem ste želeli vložiti vlogo ali sporočiti spremembo, pa vam je zaradi izrednih razmer ni uspelo vložiti ali sporočiti pravočasno. Na podlagi odločbe o izredni denarni socialni pomoči za poplave in zemeljske plazove v avgustu 2023 so oškodovani v poplavah upravičeni do brezplačnega vrtca in šolske prehrane v obdobju od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023. Odločbo upravičenci vrtcu oziroma šoli predložijo sami.